Za tretji del delavnice letošnje sem izbral temo, ki je kot nekakšna, ko se reče, železni repertoar. Torej, od prve delavnice vedno znova se posvečamo vprašanju prostora. To se pravi, kje smo, medtem ko smo na Zemlji. Poskušam, glede na svoje izkušnje dela s pokrajinami, naravnimi in mestnimi pokrajinami, skušam oblikovati različne možnosti, kako lahko razumemo Zemljo, kako lahko občutimo ta prostor, v katerega smo rojeni in kjer obstajamo. Moje izhodišče je, da je Zemlja, v kateri trenutno smo, kreacija renesanse. V renesansi so se pojavili neki napredni duhovi, kot Galileo Galilei, recimo, in so ugotovili, da je Zemlja ni ploščata, ampak da je okrogla, in naslednja stoletja z raziskovanji tako so potrdila. Jaz mislim, da to ni tako preprosto, ampak da je ta Zemlja, v kateri trenutno smo, ta prostor, da je kreacija človeške kulture, pravzaprav trenutka, ko se je človek prebudil v svoj razumski jaz, v razumski način mišljenja in gledanja na svet. To je bilo na prehodu iz srednjega veka v renesanso, in takrat je začel imaginirati ta svet, v katerem zdaj živimo. V naslednjih stoletjih smo potem utemeljevali, 100-krat dokazali, da je to tako res, da je to čista resničnost, in vse to je nek proces, kako kultura ustvari prostor. Danes je to planetarna kultura in milijarde in milijarde ljudi vsak trenutek vzdržujemo tak prostor. Seveda ga ne bi mogli, če pri tem ne bi sodelovala Gaja, stvarnica zemeljskega vesolja, jaz rečem, če ne bi sodelovala s vsemi svojimi bitji in nam, kako bi rekel, ponudila material, možnosti, da lahko tako Zemljo naredimo. Ampak seveda po drugi strani je res to, jaz ne mislim zanikati, da je Zemlja okrogla, ampak kar smo pozabili v tem procesu, je, da je to en določen način, kako gledamo na zemeljsko stvarstvo, ali pa to jaz rečem zemeljsko vesolje, kako gledamo na to zemeljsko vesolje. In tako smo se v teh 8 milijardah znašli v enem relativno strašno ozkem prostoru, enodimenzionalnem prostoru smo se znašli. In zaradi tega to, kar doživljamo kot ekološko krizo in podnebne spremembe in pandemija, je pravzaprav izraz tega, da smo izgubili stik z večdimenzionalnostjo prostora, da je lahko življenjski prostor Zemlje še nekaj čisto drugega, nekaj čisto drugačnega. In zato se jaz ukvarjam, seveda spoštujem napore ekologov, ampak mislim, da je treba vprašanja prihodnosti postaviti tudi na tak način, da se postavi pod vprašaj ta prostor, v katerem živimo, kot edini veljavni in resnični prostor. Čeprav je eden od tega, jaz govorim o Zemlji kot o skupku, kot o grozdu paralelnih svetov. To pomeni, ta krogla, na kateri smo trenutno utelešeni, je ena od razsežnosti, ena od krogel tega skupka, tega grozda, Stujko klaster. Torej,
ta grozd je sestavljen iz različnih krogel. To bi bil zdaj en tak alternativni model, kako si našo realnost lahko predstavljamo. Je sestavljen iz različnih krogel, ki ne visijo v zraku kar tako, ampak so vse povezane z zemljo. Ne mislim to zemljo, ki jo materialno lahko z nogo potipamo, ampak so povezane z zemljo kot stvarnico, kot jedrom tega planeta. Ampak ta planet je grozd svetov, ki so bodisi bolj gosti ali pa bolj redki, bolj subtilni od te manifestirane zemlje, na kateri se zdaj nahajamo. In na ta način, kar jaz vidim, realen, bi rekel, praktičen pomen takega pogleda je, da se prostor razširi, odpre, da so še drugi prostori, spadajo zraven, tako kot hiša. Jaz bi živel samo, mi živimo samo, hiša ima recimo 20 sob, mi živimo samo v eni sobi, samo stiskamo se, skoraj hodimo eden po drugem, tako gosto je, ampak potem je pa še 20 prostorov. In enega od teh prostorov seveda poznamo, potem, ko umremo. Namreč potem gremo v nek drug prostor, mu rečemo onostranski, ampak to je spet eden od teh paralelnih prostorov. Torej, glede na zdaj tak model realnosti bi jaz rekel, da živimo v takem binarnem prostoru. Se pravi, ko smo utelešeni, smo na tej manifestirani zemlji, kjer smo utelešeni skupaj z rastlinami in minerali in živalmi. Ko pa umremo, pravzaprav gremo skozi nekakšen prehod, ker te krogle, te jagode niso med seboj, so povezane med seboj, torej imajo nekakšna vrata, meddimenzionalna vrata, in skozi ene takih večdimenzionalnih vrat gremo skozi in se znajdemo v drugi sferi, v drugi zemlji. Tudi to je zemlja, ampak ima bolj subtilne vibracije in enkrat kasneje bomo spet se preselili skozi vrata rojstva, ta manifestirani svet. Tako da ne smemo imeti občutka, da smo ujeti v tej zaprti krogli zemeljskega sveta, ampak da imamo sposobnost se gibati med svetovi, v tem primeru med svetom utelešenih človeških bitij in svetom naših zanamcev in prednikov. In podobno, zdaj, če skušam nekako izrisati ta grozd zemlje, torej ta model zemlje kot grozda paralelnih svetov. Potem bi jaz, kje pačmo začeti? Če recimo delfini in kiti. Delfini in kiti so zelo podobno utelešeni kot ljudje. Jaz trdim, da smo to dve paralelni evoluciji, ker delfini in kiti niso ribe, ampak so od rib sprejeli utelešeno, torej materializirano telo, tako kot smo ga mi sprejeli od primatov. Zato mi pač hodimo po zemlji, oni so pa lahko v morju. Ampak moje izkušnje
z delfini in kiti je, da oni ravno tako bivajo, ampak na drugačen način, bivajo v takem binarnem prostoru. Torej, po eni strani so v telesnem svetu, tako kot mi ljudje, po drugi strani so pa v nekakšnem sferi, krogli, ki pa ni tako daleč, kot je za nas duhovni svet, ampak je zelo, zelo blizu in oni pravzaprav so ves čas znotraj te druge krogle, ki deluje kot nekakšna posebna inteligenca. Jaz, če se oglasim z delfini, kjerkoli ni potrebno, da je na morju, se lahko vstopim v njihov paralelni svet. V paralelni svet, tako meni so to pokazali, kot da skozi njihove oči recimo se vidi, da so oni hkrati, ko so v manifestiranem svetu, so v svojem paralelnem svetu. Ne vem, če je to dovolj jasen primer, ampak za trenutek bomo naredili pavzo. Potem pa bi bilo še zanimivo pogledati, kako je s paralelnim svetovi oziroma s tem modelom paralelnih svetov glede na elementarna bitja. Elementarna bitja so holografski drobci gajne zavesti, ampak ne samo zavest, ampak so bitja. Se pravi, če Gaja želi urejati pokrajine in sodelovati pri človeški kulturi, potem pošlje elementarna bitja. Elementarna bitja so elementarna zato, ker so povezana s 4 elementi, z enim od 4 elementov ali pa tudi s 5. elementom, in na ta način so vse povsod znotraj utelešenega sveta navzoča v vseh teh elementih in omogočajo, da se to, kar imenujemo prasile, zmajeve sile zemlje, torej prvinske sile kreacije, da se lahko preobrazijo v življenjske sile, v oblike življenja. In potem pridejo na vrsto virusi in mikroorganizmi, ki začenjajo potem na materialni ravni oblikovati življenjski prostor. En tak zanimiv, recimo vzamemo, da je treba posekati drevo. Elementarno bitje drevesa je fraktal gajne zavesti, ki je vse povsod kot zavest in bitje hkrati navzoč znotraj drevesa. To se pravi, do konic korenin in do zadnjih listov v krošnji, vse povsod je ta elementarna zavest navzoča, zato da omogoča rast in specifično oblikovanje enega določenega drevesa. Zdaj pa bomo poskušali slediti elementarnemu bitju drevesa, da moramo drevo posekati, ali pa še rajši rečemo, da drevo odmre. Kaj zdaj z elementarnim bitjem? In tako, če sledimo elementarnemu bitju, v trenutku, ko ni več v službi drevesa, se
vrne v nekakšno, ko bi rekel, notranje domovanje elementarnih bitij. To je ta paralelni svet elementarnih bitij, ko niso ustvarjalna, niso dejavna pri utelešenem svetu. Potem se one, tako kot nekakšen magnetni potek gajne zavesti, jih potegne v njihov lastni paralelni svet. Tam, recimo v pravljičnem jeziku lahko rečemo, da tam oni plešejo in se tisočletja veselijo svobodnega življenja, dokler jih potem ne pokliče, recimo v tem primeru neko drevo. Drevo je zraslo ne vem, do metra višine in takrat začne oddajati nekakšen klic, energijski zvočni klic in eno od elementarnih bitij ta klic potegne in je že znotraj drevesa in potem z drevesom skupaj raste. Ampak meni so elementarna bitja omogočila, da sem lahko vstopil v ta njihov svet, v ta jagodo, recimo, če je to grozd svetov, je ena jagoda tega grozda je dom elementarnih bitij, od koder hodijo v službo, kot pri Sneguljčici škratje, ko grejo delati v rudnik in se potem spet vračajo v svoj svet, rečeno v pravljičnem jeziku. In tam sem videl, da ne samo, da oni svobodno plešejo in se veselijo svojega izvirnega sveta, da se tam regenerirajo, ampak da sem bil voden tudi v eno posebno razsežnost tega sveta, paralelnega sveta elementarnih bitij, kjer sem videl, da v tem času, ko niso v službi, da oni doživljajo neko notranjo preobrazbo. To je način, kako oni rastejo, da se začnejo delati pri eni majhni travci in potem pri grmu, potem pri drevesu, potem pa so že kot deve odgovorni za celo pokrajino ali pa rastlinsko vrsto. In rastejo pa tako, da se nekako zabubijo v tistem prostoru svojega elementarnega sveta, se zabubijo in grejo skozi nekakšno spanje, iz katerega potem metulj, izleti metulj, ves čas jih hranijo in oni nekako notranje poslušajo glas gaje in na ta način dosežejo eno novo stopnjo v svojem razvoju in tako potem dobijo neko novo nalogo. To elementarno bitje, ki je zapustilo drevo, ki je odmrlo, se potem vrača ne k drevesu, ampak morda skrbi za nek košček pokrajine, torej je na neki novi stopnji razvoja. Sej podobno se s človekom godi, ko umre in se potem v duhovnem svetu doživlja nekak svoj notranji razvoj, tako da se pripravlja za naslednjo pot v sfero utelešenega sveta. Sej, jaz nimam zdaj namena, da bi vse te paralelne svetove popisoval, ampak sem navedel nekaj primerov, tako kot jih jaz poznam, tako da dobimo občutek, da se oblikuje nek nov prostor zemlje, ki ni samo eno ali pa tridimenzionalen, kot ga poznamo, ampak ima še druge razsežnosti, ki pa hkrati ne zanikajo tega, kar od renesanse sam vemo, da ko smo v telešnem svetu, smo v eni določeni krogli, ki ima svoje zakonitosti, ki jih znanost do potankosti je razvozlala, ampak da pravzaprav krožimo med različnimi svetovi in da je, jaz bi rekel, da je taka bodočnost zemlje
gre v tej smeri, da se bojo ti portali, ta vrata do paralelnih svetov zmerom bolj odpirala, seveda kolikor se mi spreminjamo, kolikor mi s tem dogajanjem rastemo in odpiramo svojo zavest in svoje srce, da izostrimo svojo, izbistrimo pravzaprav svojo občutljivost in na ta način se omogoča, seveda ne vsi naenkrat, ampak posamezniki, skupine so na tej poti in čez nekaj stoletij morda boste začudeno gledali dol na zemljo in videli, da ni preprosto samo ena krogla, ampak je en čudovit skupek paralelnih svetov, ki vsem bitjem, vidnim in nevidnim, daje dovolj prostora za bivanje in za ustvarjalnost. Tako. Upam, da se bomo srečali še naslednje leto na delavnici, ampak takrat pa spet v Štihovi dvorani in iz oči v oči. Hvala vam.